Kandidat za katalonskega voditelja Quim Torra, ki ga je predlagal nekdanji katalonski voditelj Carles Puigdemont, je prispel v parlament pred drugim glasovanjem, na katerem se pričakuje, da ga bodo izbrali za novega vodjo. V soboto mu ni uspelo doseči absolutne večine, saj se je majhna separatistična katalonska stranka vzdržala glasovanja. Torra je v svojem nagovoru v regionalnem parlamentu dejal, da si bo prizadeval za ustanovitev Katalonske republike in za spoštovanje izida lanskega glasovanja o secesiji, ki ga je Madrid štel za nezakonitega. Katalonija nima vodstva od decembra, čeprav so stranke, ki so bile za neodvisnost, zmagale na takratnih volitvah. V indonezijskem mestu Surabaya so prebivalci obsodili več nedavnih samomorilskih napadov, tudi včerajšnjega, v katerem je bilo ubitih 13 ljudi, ranjenih pa preko 40. Policija je že začela čistiti lokacije napada. Na tem območju pa so povišali tudi stopnjo varovanja po drugem samomorilskem napadu. Skupina napadalcev, družina 6, se je usmerila na kristjane, ki so se udeležili maše v 3 cerkvah v drugem največjem mestu Indonezije. Minister za varnost je izjavil, da bo policija, ki jo je že podprla vojska, okrepila varnost po vsej državi. V Indoneziji, ki je večinoma muslimanska, so namreč nedavno oživili domače vojne, skupina odgovorna za včerajšnji napad pa spada k simpatizerjem Islamske države. Begunci ljudstva Rohin, ki so v begunskih taboriščih v Bangladešu, se že soočajo s prvimi nevarnostmi monsunskega obdobja. V taboriščih jim grozi nevarnost plazov, imajo pa samo slaba bambusova zavetja, ki se razprostirajo po strmih pobočjih in dolinah, kjer jim grozijo tudi poplave. Združeni narodi že opozarjajo, da v Bangladešu kljub trudu še niso naredili vsega za zaščito beguncev, čeprav bi že morali imeti priprave tudi na najslabše možne scenarije. Tudi na morebitne ciklone. V centrih po Bangladešu je sicer približno 700 000 beguncev, ki so zbežali iz Mjanmara.